je spletena tvoja zidovka in tople sanje se že stoletja zigajo pod svobodnim nebom. Jablane cveto po vrtovih. Kruh raste povsod in dobro vino teče red. Cerkev na hribu. Hiše so hišice, okna so okenca. In življenje je za njih. Otroci, polno otrok, oče, mati. Družina. Znamenja so na gosto posejana po stezah in belih cestah, ki se med sabo prepletajo in tudi v širni svet vodijo. Pot je odprta. A se že na veke oklepajmo med sabo, Sočo in Dravo, med razkošnim Trikavom in razprostrnim poljem. Tot žive dobro, blage duše. Vihari, odporni proti viharjem, lakote, bolezni in vojni. Svoj svet imam, svet okoli mene in hrabro srce v sebi. Svojo pesem pojem, svoj jezik drugim. Družina je moje zavetje in sosed je moj prijatelj. Ptice so moje sestre in veter je moj brat. Bog je moja misel in najboljem ali sejem ali žanjem vse delam v Božjem imenu. Je to že zdavnaj končana idila in že tolikokrat zapet pesem o slovenstvu in slovenskem človeku. Čateška fara je razpeta po obronkih plečatih Gorjancev in se spušča vse do doline Krke in Save. Naš rod že dolgo biva tu. Že stoletja smo kristjani. Cerkve in znamenja krasijo naš čas. Naši predniki so se zatekli vanje v svojih stiskah in v svoji sreči. Procesije, molitve. Gospod kuge in vojske, reši nas. Lakote in bolezni, reši nas. Zahvaljujemo se ti za sadove zemlje. Hvala ti za otrok, za starše. Čatež, Čeden, Kamance, Kraška, Stankovo, Globočice, Velike Marice, Mrzlava vas, Globočice, Slovenija vas, Žejno, Prilipe, Mari Cirnik, Cerina, Dobeno in Podgračeno. Tot žive dobro ljudje. Tu smo pognali svoje korenine, globoko in trdo v našo zemljo. Se zavedamo, da se med nami prelivajo sokovi iste krvi, istih stremljenj, da smo se vsa stoletja nazaj napajali ob istem studencu žive vode, ki nas je ohranila pri življenju. Pravimo, ni več tako, kot je bilo nekoč. Kaj nam je pusti dihati? Denar, hiše, avtomobili? Kaj zasmraja naš otroški svet? Tovarne, tekoči trakovi, hrup. Kaj nas odvrača od naše prebitnosti, pravitnosti od Boga? Najdimo že odgovor v sebi, v svojem življenju in naravnajmo na pot miru vse naše korake. Korenine našega drevesa so Francer, Petri, Martin, Ana, Micka, Tončka. Naše korenine so v belih poteh, ki vodijo k našim cerkvam. Vsi naši rodovi pojejo v njih pesem nikoli izpeto pesem zvestove. Glej, moj služabnik v malem si bil zvest, čez veliko temu postavi. Naši očetje so korenine tega drevesa zalivali z znojem, krvjo, solzami, molitvami, pesmimi. Bomo dopustili, da se bo drevo našega duhovnega, verskega in narodnega življenja začelo rušiti prav na začetku novega tisočletja. Maruša Vitenc-Sevnik, uvodnik v knjigo Čateško zgodovino gospoda Jožeta Packa. Spoštovane svetnice in svetniki, predsedniki društev, spoštovani gospod župnik, predvsem pa v naši sredi pozdravljamo župana občine Brežice gospoda Ivana Molana in našo soprijanko, poslanko v državnem zboru, gospod Natašo Avšin-Kolorič. En lep dober večer vam želim in vas prav vse lepo pozdravljam. Zopet
prebivalcem Ljubljane. S tem dogodkom skušamo obuditi in ohraniti spomin na naše družine, na naše sokrajane, ki so po 4 letih izgnanstva se vrnili na svoje porušene domove, jih z voljo in odrekanjem obnovili, da danes svobodno živimo na teh lepih prostorih, tam, kjer se dolenska lepotica Krka sreča svojo najdaljšo sestro Savo, prav tam, kjer se še zadnji uponki gorjancev lahkotno spuščajo v Panonsko nižavje, prav tam, kjer se naše lepe vasice skrmežljivo stiske v pobočju naše mogočne Šentviške gore. 7 naših vasic traja na teh prostorih že stoletja, saj smo bili pri nas obdarjani tako z izviri dobrih voda, s rodovitno zemljo v Savi, ki prehranja številne rodove, z vinogradi in zelenimi gozdovi v varnem zavetu Svetega Vida. Obstaja sicer še 8 vas in sicer mali Cirnik, ki pa je danes žal brez prebivalcev. Na teh prostorih so živeli ljudje že od prazgodovine. Tu mimo so potovali različni popotniki, trgovci, vojske, mi pa smo ostali v Cerini, na Čatežu v Savi, na Dobenem, na Dvorcah, na Hribipah, Subeni vasi in na Ženi. Lepo je pri nas, čeprav tega sami mnogokrat ne vidimo. Nam pa to povedo številni turisti in obiskovalci naših krajev. Želel bi reči še par besed o vasi Dobeno, na katero sem tudi sam čustveno vezan, saj je del mojih korenic vera prav tam in sicer je moja stara mama Volkova iz Dobenega. Dobeno leži na vzhodnem podnožju naših prelepih gorjancev, nekje v povprečni višini 325 metrov nadmorske višine. Vas sestavljata 2 zaselka, in sicer Dobeno in Dobenske mladine. Severno od njega se dviga razgledna Šentviška gora, južno pa Gozdat, Hrib, Goli Cirnik, iz vasi se širi lep razgled na staro in sosedno Hrvaško. V okolici je slabo rodovitni vrtačast in kamnit kraški svet brez vodotokov. Prav to pomanjkanje vode je nekako značilno za naše višje bežečne vasi. Kmetije so majhne, delovalna zemlja pa nezadostna. Vas naj bi dobila ime po redki vrsti hrasta Bogu, ki naj bi tam rasel. V vasi je bilo pred leti narejeno sveto znamne, ki ga je dal postaviti Branko Brnček, spomin na starega očeta. Včasih je vas spadala pod Mokriško graščino in Mokriško gospoda je imela tu nastanjenega lovskega čuvaja. Velika pridobitev za vas je bila krožna asfaltirana cesta od Želegarja do odcepa v Cerini. In en del priključne ceste na to cesto smo letos popolnoma obnovili v Dobenskih mladinah. Nova pridobitev za vas je tudi jamarski bivak, za katerega je največ zaslug Aleš Orešerjev, saj so tudi naši gorjanci kraški svet poln skrivnostnih podzemnih jam, primernih za raziskovanje. Pa še nekaj statistike. Število prebivalcev Dobenega se gibalo takole. Leta 1800 je imelo Dobeno 62 prebivalcev, 1869 81, 1993, 1931 časom je dobila vojna tudi 93, po vojni pa je to število naglo upadlo, tako da bo 1961 samo še 80 prebivalcev, 71 63 prebivalcev, 2019 67 in po letošnjih podatkih Urada za statistiko šteje Dobeno 65 prebivalcev, od tega 32 moških in 33 žensk. Na Dobenem živi 8 otrok starosti od 14 let do 14 let in 17 oseb starejših od 65 let. Oba mandata, kar vodim krajevno skupnosti, prizadevamo za zaščito najmlajših udeležencev v prometu in tem projektom dajemo nekako prioritete. Tako smo uspeli, da je Direkcija za ceste Republike Slovenije izdelala projekt novega avtobusnega postališča na državni cesti na Hribipah, ki bi moral biti realiziran že lani, vendar se zaradi preteklih poplav v Sloveniji izvedba zopet zavlekla. Potem izvajamo aktivnosti za umiritev prometa na državni cesti na Hrvatski pas Dvorce iz smeri Filip. Celina je prometno urejena, zamenjena je bila nadstrešnica na avtobusnem postališču pri Ždegarju, čakamo na izvedbo projekta pri cepu za Dobeno s prehodom za pešce in umiritev prometa. Na Čatežu smo zaključili projekt obnove Rimske ceste, ki zajema med drugim predvsem varnost pešcev in tu je na koncu še naša največja investicija, ki smo izvedli letos na Žejnem, in sicer obnova cestišča s pločnikom, ki bo upam po odpravi nekaterih težav kratko zaključen. Od turističnih investicij je bila narejena razgledna ploščad na Svetem Vidu in pa kolesarska povezava v Brežici Čatež. Vsako leto potekajo določena dela na obnovi vodovodnega omrežja, lani in letos je bil napeljan tudi botanični optični kabel v zgornje vasi naše krajevne skupnosti. Danes je žal krajevna skupnost izgubila mnoge pristojnosti, razpolaga z bistveno manjšimi sredstvi
Je pa pomemben člen pri opozarjanju občine na probleme v našem življenjskem okolju in moram reči, da nam tudi na občini znajo prisluhniti. Zakaj bi vsekakor zahvala našemu županu Ivanu Novanu in njegovim sodelavcem v občini, s katerimi tudi zgodno sodelujemo. Menim, da bi bilo zelo narobe, da država ukine krajevne skupnosti kot obliko neposrednega odločanja o krajanju. Saj le te predstavljajo neposredni stik s krajanjem. Ker svetniki svoje naloge upravljajo prostovoljno in brezplačno, tudi ta oblika organiziranosti ne predstavlja bistvenega stroška za lokalno skupnost. Ob tej priložnosti moram še omeniti naše številna društva, ki delujejo na raznih področjih. Moram reči, da sem ponosen tudi na vsa naša izredno dejavna društva, katerih posamezniki prostovoljno in nesebično skrbijo za kvalitetno družbeno plat življenja naše krajevne skupnosti. Z nami so danes tudi predsedniki društva in tudi vam gre hvala za aktivno prostovoljno delo, ki združuje naše krajane in daje življenje v naši krajevni skupnosti novo, boljšo dodano vrednost. Hvala društvu izgnancev in Rdečemu križu, ki skrbita za starejše generacije. Hvala športnikom za uspehe in vsem tistim, ki skrbite za našo varnost in tistim, da je ta naš lep koš domovine zmeraj lepo urejen. Prav je, da ohranimo solidarno ureditev, ki smo imeli do sedaj, da je vsaka vas enoletno nosilec krajevnega praznika, večino razpoložljivih sredstev porabimo za potrebe te vasi. Čeprav so naše vasi infrastrukturno lepo urejene, se še vedno najde določene stvari, ki bi bo potrebno urediti, zato se bomo potrudili tudi v tem mandatnem obdobju. S tem pa tudi apeliram na vse predstavnika vasi oziroma krajevne svetnike, da se dejavno vključijo v reševanje težav. Danes se kot družba soočamo s številnimi izzivi, predvsem sta pereči romska in migrantska problematika, ki sta močno prisotni tudi v naši krajevni skupnosti, zato smo tudi dejavno vključeni v sprejemanje obeh. Prav sredno želijo nekateri enačiti z dogodki iz leta 1941, ki so prizadeli naše kraje, vendar današnje prostovoljne migracije, ki so biti najbolj primerljive s prisilnimi deportacijami, ki so prizadele nas. In še poudarek današnjega večera. Želel bi vas vse spomniti, da naša krajevna skupnost praznuje krajevni praznik spomin na vrnitev naših staršev, starih staršev in svokrajevne iz izgnanstva. V spomin in opomin moramo naše mlajše generacije, ki niso več neposredni potomci tisti, ki so bili izgnani, vedno znova opozarjati na strahote vojne in trpljenje naših prednikov in svokrajevnov, ki so bili tako brutalno nasilno pregnani svojih ognjišč. Po uspešni zasedbi večine Evrope so okupatorji 6. aprila 1941 napravili takratno našo domovino Jugoslavijo. 10. aprila 1941 so bile nemške predhodnice že pri nas načadile. Nemci so začeli s popisom prebivalstva, po Nemčiji so naša krajevna imena in postavili mejo za NDH. Hitler je odločil, da naredi našo deželo zopet nemško, kar je imelo za posledično množično izselitev naših prednikov in to okoli 37.000 ljudi iz območja Posavja. Na domove naših staršev pa so naselili nemško govoreče Kočevje. Tako je vsak dan od 24. oktobra 1941 dalje iz Brestanice odpeljal transport 700 ljudi v spodnjo Šlezijo, potem pa tudi druga delovna taborišča v Nemčiji. Cilj je bilo ponemčenje in izbrisanje do Slovencev iz obličja zemlje. Naši predniki so upravljali v Nemčiji najtežja dela v skromni hrani, obleki in poniževanju takratnih gospodarjev. Si lahko predstavljate, v kakšnih stiskah so bile družine, ki so morale 2 ure zapustiti svoje domove z osebno preklavo, pa še od tega so dosegli vse vrednejše predmete in oditi tudi zelo majhnim otrokom na znano. Da si bomo lažje predstavljali takratne stiske ljudi, ne povem, da sta bila moja starša stara takrat okoli 30 let. Imela pa sta 2 otroka in sicer strica, ki je bil star takrat 6 let in moja mama, ki še ni dopolnila 2 leti. V izgnanstvu pa so se moji družini rodila še 2 otroka. Po težkih 4 letih je Nemčija kapitulirala in začela se dolga negotova pot domov, ki je trajala kar nekaj tednov. Okoli 1300 prebivalcev naših krajev se domov žal ni nikoli več vrnilo in so ostali pokopani nekje okoli zemlje. Ko so se tisti, ki so preživeli, vrnili svoje kraje, so bili domovi porušeni, izropani, nekateri požgani in opustošeni. Pojavile so se težave tako s hrano, boleznimi in oskrbo zdravili, osnovnimi pogoji za dostojno življenje. In vse je bilo v tistih težkih časih potrebno začeti znova. Vendar so naši starši in stari starši s trdno voljo in krmo obnovili porušeno in postavili še lepše domove, ki danes krasijo naše lepe kraje in mi danes živimo svobodno in brezbrižno. Pa se zavedamo, da je od tega minilo samo slabih 80 let.
Prav je, da vsako leto obeležimo spomin na te preživete strahote naših prednikov s praznikom naše krevne skupnosti Čatež ob Savi, da ti dogodki nikoli na to ne pozabo. Prosim bil, da izberemo dva prisotna, ki bosta položila cvet in prižgala sveče kot spomenike izgnancev na Čatež. Katarino, poprosim, da nam prebereš zgodbo naše izgnane družine. Kronika nekega izseljevanja. V sivem ponedeljkovem jutru so se pred hišo zaslišali trdi koraki, ki so se bližali hiši. Ob močnih udarcih so zadrtela vrata in zaslišal se je kreščeč glas čez Esovca. Aufstehen, sofort fahren. Najstarejša hčerka je bila v veliki sobi, kjer sta spala oče in mati. Oče, pred vrati stoji nemški vojak in popije pato. Je bila vsa družina po konci. Oče je odprl vrata mrtvemu gestapovcu. Srečala sta se dva pogleda. Eden oblasten in krut, drugi poln strahu in žalosti. Gestapovec je rezko zapovedal. V 3 urah morate biti pripravljeni na odhod. S seboj lahko vzamete najnujnejše stvari. Glasen jok vseh članov družine prebudil sosede, ki so še ostali doma. Pritekli so na pomoč. Žene so pripravljale popotnico, zaklali nekaj kokoši in zamesile kruh. Možje so zabijali zaboje in metali vanje, kar jim je prišlo pod roko. Prišla je ura odhoda. Na dvorišče je zatrobil vojaški kamion. 2 gestapovca sta skočila iz njega in surovo priganjala jokajočo družino v odhodu. V hlevu je začela mukati živina. Konji so hrzali in tolkli skupili. Prašiči so cvilili, prestrašene kokoši so začele bežati po dvorišču. Oče je stopil še zadnji na hlevu. Svojim pogledom objel živino in solze so se mu ulile v licih. Mati je odšla na vrt in v posodico spravila prgišče domače zemlje. Ali je slutila, da jo bodo njeni otroci usuli malo pred njeno vrnitvijo v njen prerani grob. V hiši se je postavljala od vsaka kotička, saj so jo spominjali na srečne čase. Posebno težko je zapustila veliko razpelo, ki je viselo v kotu, iz roda v rod in varovala družino. Kamion je zatrobil. Glasen jok pregnancev je odmeval daleč. Vmes so se slišali glasovi. Z Bogom, rojstna hiša, domača zemlja, zdravi sosedje, z Bogom. Morda se vidimo zadnjega. Kje bo sedaj naša domovina? Pod katero zemljo bo počivala naša trupla? Kamion se je začel pomikati skozi vas. Na rajhnovuški postaji so se ustavili. Tu so bile lesene barake, ograjene z bodečo žico. Pridružili so se množici pregnancev, ki so tukaj čakali na odhod. Prostor, ki so jim ga določili, je bil umazan. Okoli vratu so jim obesili kovinski obesek in sedaj je bil vsak samo še številka. Včeraj so bili še svobodni, danes pa so se milo ozirali skozi bodečo žico na svobodne ljudi zunaj. Surovi gestapovci so z njimi ravnali poniževalno. Drugi dan pa so zagledali dolgo vlak. Kot črna kača se je bil po lepi slovenski zemlji na pogovorne otrok. Ustavil se je oparak. Množica esecovcev in vojakov s puškami je odprla taborišče in surovo tlačila prestrašene ljudi v vagone. Vlak se je začel premikati. Na oknih se je prikazalo na stotine rok s belimi robčki in iz grla se je izvil zadnji pozdrav domovine. Z Bogom domovina, z Bogom sorodniki in znanci. Glasen jok se je pomešal z robotom vagona in piskanjem siren. Vlak se je večkrat ustavil v Nemčiji in vsakič so zložili po nekaj družin. Vagoni so se praznili in družine, ki so še ostale, so se začele spraševati, kam neki jih bodo izgnali. Po enem tednju vožnje so se pripeljali na sever Nemčije. Kraj je bil pust in neprivlačen, obdan z gorami, porastnimi smrekami.
tu bo odslej njihovo prebivališče. Nasproti so jim prišli pregnanci, tam so bili že nekaj mesecev. Novi prišleki so se ustrašili njihovih bledih in opadnih obrazov. Izgnanci so morali najprej postaviti barake in čistiti prostor. Nemci so znali uporabiti nože, žene, dekleta. Kmalu zatem so začeli razdelati družine. Mlade može, fante in dekleta so poslali v razna mesta na delo po tovarnah in službo k nemškim družinam. V taborišču so ostali le starčki in matere z otroki. Preden so se možje in fantje ločili od svojih družin, so se zbrali ob sončnem zahodu v temnem prostoru doline in kot Izraelci v služnosti peli otožne slovenske pesmi. To je premagalo celo krutega vodja taborišča. Skril se je za grmovje in poslušal. Verjetno je spoznal, da imajo tudi drugi narodi publiko. Našem knjigi Korenine, ki je napisal naš gospod Župnik Jože Pacek. Zahvaljujem se mu za res strokovn in lep zapis o naših krajih, ki bo ostal na voljo za vse naslednje generacije, ki bodo živeli na teh prostorih, kot neprecenljiv vir podatkov in spominov na naše gospodnike. Kot je pri nas že navadi, vsako leto podelimo priznanje zaslužnemu vaščanu, ki je ponovadi z vasi, ki naš praznik organizira. Letošnji prejemnik priznanja je gospod Ivan Tomšev, ki prosim gospoda Šoška, da prebere obrazložitev. Častni prejemnik priznanja prejemne skupnosti Častiša Psavi 2024, Ivan Tomšev. Globoko spoštovanje Ivana Tomšetu, dolgoletnemu delavcu in predanemu članu našega vaške skupnosti. Jan je že vrsto let srce in duša našega kraja, ki ga je s svojim nesebičnim delom in predanostjo naredil še boljšega in prijetnejšega za vse nas. Jan je izjemna oseba, ki je vedno pripravljena vstopiti v akcijo in prispevati svoj delež k razvoju in blaginji naše vasice. Ne glede na to, da je za prostovoljno delo pri organizaciji kakršnikoli dogodkov, skrb za urejenost okolice, ali zgolj prijazno nasmih pozdrav, je Janez vedno tam pripravljen pomagati in prispevati k skupnemu dobremu. S svojo predanostjo, srčnostjo je Janez postal vzor novih dejanj. Njegova ljubezen do dogajnega in skupnosti je neizmerna in s svojim izgledom nas spodbuja k večji solidarnosti, povezanosti in skrbi za drugega. Njegovo delo in trud sta pustila nepozaben pečat v naši vasici in ustvarila prijetno domače okolje, kjer se vsak počuti dobrodošlega in spoštovanega. Poleg svojega prostovoljnega dela je Janez tudi nesebično delil svoje znanje, izkušnje in modrost z vsemi, ki so ga potrebovali. Njegova velika pripravljenost pomagati in podpreti drugega je neprecenljiva in je mnogim prinesla olajšanje in spodbudo v težkih trenutkih. Vedno pa najdeš v svoji zbirki krame, kakšen predmet, katerega z veseljem podari vaše skupnosti, ko ga ta potrebuje. Dragi Janez, ob tej priložnosti si želimo v imenu vasi Dodena in prejemne skupnosti Častiša Psavi iskreno zahvaliti za vse, kar si storil in še vedno dela za našo skupnost. Tvoja predanost, požrtvovalnost in ljubezen do kraja so neprecenljivi in te postavljajo v srce naših src. Hvala ti za vso dobroto, podporo in prijaznost, ki jo deli z nami vsak dan. Želimo ti obilo sreče, zdravja in veselja na daljnih letih ter te prosimo, da ostaneš del naše skupnosti, ki jo svojim delom in zgledom narediš še boljšo in lepšo. Hvala ti, Janez, za vse, kar si in še bolj stvori za žene. Hvala. Je za svet krajevne skupnosti soglasno sprejel sklep in potrdil letošnjega dobitnika priznanja. Zdaj pa prosil Janeza, da pristopi po gospodu župana, da naredi vprašanje.
za boljše vseh nas. Hvala lepa. To priznanje. Hvala. Iskreno zahvala vsem, ki ste svojim trudom, predanostjo in sodelovanjem pomogli k vložitvi asfalta na odseku do Dejno Doline. Ta projekt ni zgolj infrastruktura, ki je dokaz moči skupnosti, ki se družijo v prizadevanju za skupno dobro. Vaše delo in angažiranost so nedvomno prispevali k izboljšanju vsakdanjega življenja v našem kraju, saj bo nova cesta olajšala povezave med kraji in povečala varnost podobje vseh prebivalcev in obiskovalcev. Posebno zahvala gre krajevni skupnosti Čatež ob Savi in občine Beljice za podporo in vizijo, ki ste jo pokazali v tem projektu. Brez vaše vztrajnosti in odgovornega načrtovanja takšnih dosežek ne bi bilo. Prav tako želim zahvaliti vse izdajalce, ki so se z strokovnostjo in zadetostjo poskrbeli, da je bil projekt uspešno zaključen v predvidenem roku, predvsem pred jutrišnjim krajevnim praznikom, ker bomo imeli tudi otvoritev ceste. Ob tej priložnosti bi radi izrazili hvaležnost tudi vsem, ki so se danes udeležili člane seje. Vaša prisotnost je pomemben pokazatelj, kako dragoceno je skupno delo in kako z veliko manjšim in večjimi prispevki vsak posameznik mora k temu, da naše okolje postaja boljše in prijatnejše za vse. Če bi še kdo želel spogovoriti kakšno spodbudno besedo glede vaše besede. Izvolite. Spoštovani predsednik krajevne skupnosti, spoštovani svetniki, krajanke, krajani, predstavniki društev, gospod župnik, poslanka, lep pozdrav seveda na mojem imenu in pa v imenu občine Brežice. Najprej seveda me veseli, da v kraju organizirate ta krajevni praznik v počastitev na izgnanstvo, kajti vemo, da prav naš kraj, občina Brežice, je bila res v tej drugi svetovni vojni izjemno prizadeta, predvsem, kar se tiče tega, da je bilo večina naših ljudi izseljenih praktično domovi, so v teh letah več manj propali in seveda ljudje, ki so se vrnili, so z svojim trudom praktično to našo občino ponovno obnovili in danes smo lahko ponosni na njene lepote in pa seveda tudi na njen kulturni življenje. Zdaj seveda občina ima 20 krajevnih skupnosti in tudi skrbi in se trudimo, da se vse krajevne skupnosti razvijajo. Poskušamo gledati čim bolj napomerno, čeprav seveda vemo, da se občine zadnje čase financiramo po številu prebivalcev, zato seveda tudi glede na to, koliko pride prihodkov, tudi vsaka krajevna skupnost želi nekaj, da se naredi. Lahko pa rečem, da ste Čatež ena od krajevnih skupnosti, ki je v zadnjih letah sigurno bila najbolj investicijsko tudi udeležena. Mogoče je rekel prej predsednik, da je manj denarja v krajevni skupnosti, vendar je pa vsako leto bistveno več investicij v krajevni skupnosti, kajti treba povedati, da lokalna skupnost z tem, ko je bilo leto 2010 rečeno, da več ne morajo biti zaposlovalci, so občine prevzele seveda ves strokovni kader, tudi vašega tajnika, seveda on je zaposlen na občini, ga plačujemo, čeprav dela za vas. In pa problem je, da so danes investicije vse bolj zahtevne in zato, da se izpelje ena investicija, kot je bilo rečeno, kolesarska steza, ki je sofinancirana z evropskim državnim sredstvom, moraš imeti izjemno močen kvalitetni tim in dejansko krajevne skupnosti več to ne morejo izvajati, zato seveda to izvaja občina. Vendar jaz mislim, da
pomembno, ali gre to iz želo računa krajevne skupnosti na občine, pomembno je, da se pravi stvari dogajajo. Jaz sem si dal malo izpisati, kaj vse je bilo v zadnjih letih narejeno. Če samo rečem, v zadnjih 2 leti je bilo res izjemno veliko vaših krajevnih skupnosti narejeno, kljub temu, da treba povedati, da občine v finančnem vidiku nekako se ne povečuje toliko sredstva, koliko se ne povečuje stroški in obveznosti, zato imamo tudi na nek način vsako leto manj prostega denarja za investicije. Vendar kljub vsemu je bilo pri vas res, mislim, precej narejenega, tudi v zaslugi vašega predsednika, ki dejansko zelo otvorno sodeluje tako v občinski sveti in se tudi face bori za te vaše investicije. In res lahko rečem, vemo, da se je v letošnjem letu končuje projekt, ki je kar zahteven željnega, sam center, razgledna ploščad, tudi delno tako cesta in pa kolesarka, pred Krške vase spadajo v vašo krajevno skupnost in pa še precej takšnih manjših investicij. Seveda se trudimo tudi, da bi državni cesti se čim prej uredilo te odseki prikrili pa avtobusne postaje, vendar prav zaradi poplave ali pa ne vem, mogoče tudi zaradi kakšnih drugih razlogov, enostavno te stvari ne grejo naprej, tako kot bi se želeli. Upam pa seveda, da se bo kaj tu premaknilo, imamo tudi sestanke z direkcijo in upam, da seveda tudi te projekti bojo šli naprej. Jaz upam, da bo tudi seveda naša poslanka tu predvsem pomagala, kaj je ona tudi predstavnica odbora za infrastrukturo in jaz upam, da bomo ne prišli nekako v plani, da bo se tudi ta predvsem te navadne odseki, kot je bilo rečeno, natrili pa avtobusno postaje to uredilo in seveda potem tudi dalje avtobusna proti avtobusna Ribnica in pa cesta seveda do Mokrice. Tako da jaz osebno lahko rečem, da se poskušamo in se maksimalno trudimo, da v vseh krajih nekaj naredimo, vemo pa, da so težave dnevne, tudi zadnjič vemo, da so imeli težave, kar se tiče vodooskrbe na dejstvo in pomembno je, da to seveda se ureje in pa rešuje. Druga pomembna naloga občine pa je seveda, da podpiramo predvsem vaše društveno kulturno življenje. Jaz mislim, da tu ima občina vsako leto zagotavljamo sredstva in naše kulturna društva, turistična društva in vse ostala zelo dobro delujejo. Jaz se jim zahvaljujem, vem, da je to veliko prostovoljnega dela, vendar brez sodelovanja in pa brez osnovne podpore finančne, ki jih občina daje, sigurno takšnega zakona ne bi bilo. Ob tej priložnosti seveda moram tudi reči zahvalo in pa seveda posebno poudariti, da tudi zelo dobro sodelujemo z gospodom Župnikom, Župnijo in jaz mislim, da je to tudi en lep tak način sodelovanja in pa vesel sem, da tudi vaš gospod Župnik se obeležuje vseh teh vaših dogodkov, tudi obeleži v raznih člankih in tudi to kaže na to, da vaša krajevna skupnost je res odprta in sodeluje z vsemi. Še posebej bi enkrat še čestital vašemu nagrajencu, lepo je, da se spomnite ljudi, ki s prostovoljnim delom, brez vsakih zahtev poplačilja ali po kakšnih drugih koristi pomagajo našim krajem. Takih ljudi si želimo, imamo jih veliko tudi mogoče spregledamo, zato je prav, da tudi takšno krajevno skupnost to poudari in seveda, da se ga tudi spomnite. Kar se tiče seveda samih ukinjenih krajevnih skupnosti, ki je bilo omejeno v tem nobenega govora, krajevne skupnosti so zelo dobrodošle. Na državnem nivoju se včasih, čeprav zdaj imamo reči, da v tem trenutku ni nobenih pobud, razmišlja, ali je smiselno, da so pravna oseba ali ne, vendar v nobenem primeri ne pomeni, da krajevne skupnosti ne bi obstajale. V tem trenutku pa seveda v občini nobene o tem sploh ne razmišlja. Jaz mislim, da tudi ni nobene potrebe, kaj krajevne skupnosti z svojim predlogi in prostovoljnim delom imajo pomembno vlogo in tudi seveda občina, ker je velika dejansko občinska uprava, zelo težko bi videla, kaj se kje dogaja in spravili, da vaše krajevne splošne krajevne skupnosti so tiste, ki nam za svojim predlogi pomagajo vse ustvarjati, tako tudi proračun, da nas tudi opozarja na težave, ki jih imajo. Na koncu jaz vsem skupaj vam čestitam za vse uspehe, ki ste jih naredili. Želim vam naprej uspešno delo in seveda čestitke v vašem krajevnem času. Hvala lepa.
Krajani, lep pozdrav tudi v mojem imenu, v imenu tudi Državnega zbora, ki ga predstavljam. Sem Baška Krajanka, z nekaterimi se poznamo, z nekaterimi ne. Sem pa vesela vsakega takšnega vabila v vašo sredino, sploh ko gre za praznovanje krajevnega praznika krajevne skupnosti Čatež ob Savi. Ne samo, da spremljam vaše delo, tudi seznanjam se dogodki, ki tukaj potekajo in vidim, da dejansko kot krajevna skupnost s vsemi vasmi zelo dobro delate na področju tega vašega življenja, kulturnega udejstvovanja, čedalje več tudi nekih športnih dogodkov ob praznikih, ob nekih obeležjih, ki jih organizirate. Mislim, da je to vse zelo dobro. Dobro je za predvsem to zdravo klimo, zdravo energijo, pozitivno energijo, ki je v današnjem času primanjkuje in mislim, da je takšni dogodki pa le priplovejo na plano in je vsem nam nekako lepše topleje. Vesela sem, da je danes tukaj gospod župan povedal, da je krajevna skupnost Čatež ob Savi bila deležna kar nekaj investicij, torej kar nekaj proračunskih sredstev iz občinskega proračuna, ker velikokrat je slišati, da pač nismo na pravi strani reke Save in da se nas tudi pozabi, ali da ne dobimo dovolj sredstev, vsaj ne proporcionalno kot nekatere druge krajevne skupnosti. Jaz mislim, da je danes bilo kar nekaj tega povedanega, kar vse je bilo v zadnjem času, v zadnjem obdobju narejenega. Kot predstavnica države in kot predsednica odbora za infrastrukturo, okolje in prostor pa obljubim, da se, oziroma kako rekla, se že dogovarjam z Ministrstvom za infrastrukturo, z ministrico Alenko Bratušek, da bi se vsaj te zadeve, ki imajo nek potencial, kar je bilo ugotovljeno tudi na sestanku med direkcijo in občino Brežice, da se čim prej pripeljejo do konca oziroma naredijo. V prvi vrsti zaradi tega, ker je vidik varnosti nas, občank in občanov, predvsem pa najmlajših, najranljivejše populacije, še kako pomemben, da se ga naslovi in se te stvari naredijo. Na to me je tudi opozoril predsednik naše krajevne skupnosti. Lojzi, danes sva se še posebej v teh zadevah pogovarjala, tako da res lepo skrbili in se mu tudi kot občanka zahvaljujem, da opravlja tako pomembno delo za vse nas. Pa ne samo Lojzi, ampak tudi celotni ekipi v krajevni skupnosti, svetnikom, tudi svetnicam in svetnikom v tej ekipi zahvalim za opravljeno prostovoljno volontersko delo. Ker na ravni občine pa parlamenta smo za svoje delo vsi plačani. Na ravni krajevne skupnosti pa je to res dokaz neke volje, da se naredi za družbo več, kot za to dobiš plačano. Ob tej priložnosti bi tudi iskreno čestitala gospodu Ivanu Tukšetu za predano delo, za nagrado, ki jo je danes prejel ob krajevnem prazniku, za požrtvovalno delo, za sočut do sočloveka, sokrajana in mislim, da je to res tisto, kar moramo nagraditi, spoštovati in se tudi sami izvedovati v takih ljudeh, ki tako srčno delujejo v korist krajan in krajanov, ne da so za to finančno nagrajeni. Lepa beseda, verjetno tudi velikokrat nekaj uspeti. Tako da iskrene čestitke tudi v mojem imenu. Bom zaključila iskrene čestitke o prazniku vsem nam. Želim danes pa en lep večer, pa jutri tudi še veliko zabave, druženja, sproščenosti na dogodkih, ki sledijo praznovanju krajevnega praznika. Hvala.